sam začetek povedal, da imam ene določene zapiske, upam, da se jih bom držal, ponavadi ne pomagajo dosti, moje misli odtavajo drugam, ampak danes še posebej mislim, da bo prišlo prav. Zdaj, kot je bilo omenjeno, pred 10 leti sem bil med soustanovitelji Mladinske zveze brez izgovora Slovenija in ravno prejšnjo soboto smo imeli prireditev, kjer smo obeležili to obletnico. In za začetek sem izbral en tak citat, mogoče nekaterih mlajših, ki poslušajo tudi eno bolj poznano slovensko obalno skupino Zmelekov, kjer nekako takole. Dokler nismo vedeli, kam smo hoteli priti, se nismo zgubili, je izgledalo nevarno, ampak smo ostali živi. Zdaj gremo naprej, k novim zmagam naproti, razblodimo kot muhe, ampak smo na pravi poti. Zdaj, kaj pove ta citat, oziroma kaj pove ta napolkitica? Moje delo je ves ta čas, vse od nekje 15. leta, odkar sem se zavedal zase, predstavljalo v bistvu neko start-upovsko delovanje. V nobenem primeru nikoli nisem šel v podjetniški svet, še manj nisem šel v neke velike poslovne priložnosti, kar seveda ne obsojam, ampak sem se dostikrat že usmerjal malo proti temu, mogoče celo v nekem primeru preveč neoliberističnem pogledu na svet, kako lahko iz vsake stvari maksimiziramo dobiček in od tod se je tudi pri 15 letih porodila ena taka ideja, kako bi lahko mogoče eno najbolj trdovratnih, po našem mnenju, nemoralnih industrij na svetu, v tem primeru tobačno industrijo, ki sem jo zadnjih 10 let z veseljem nalodajal, kako bi jo nekako uspeli tudi v Sloveniji premagati. Zdaj, prva leta v Sloveniji so bila zelo težka. Bom tako rekel, pred 10 leti, zdaj, če berem za nazaj, malo ta media clipping, kaj se je dogajalo takrat, smo se večinoma borili z njim na veter. Bili so razni mediji, ki so nas v vsakem primeru postavljali ob bok teroristom. Zdaj vi želite uničiti življenje vsakega slehernega, za njih vsakega, kako so hoteli pokazati kadilca, ker mu želite vzeti tisto eno edino razvado, ki mu ostaja v življenju. Zdaj, moje takratno prepričanje oziroma veselje, ki sem ga videl temu, je bilo, da večina kadilcev, čeprav takrat raziskav še ni bilo v Sloveniji, ampak večina takratnih kadilcev si verjetno je želela prenehati kaditi. Se pravi, na nek način, čeprav na smešen način, bi mi bili nekako hvaležni. Oziroma skupini mladih, ki se takrat aktivirala, med njimi tudi kadilci, nekako nam je dala nek veter v jadra, ravno to prepričanje, da čeprav ne razumejo še zdaj, bojo pač kasneje hvaležni za to. Zdaj, to je bila ena struja. En od razlogov, zakaj sem se jaz nekoč aktiviral, zakaj sem pri svojih 15 letih začel, je pa nekaj drugega. Namreč, če gledate 10 let nazaj, v moji starosti, res, da danes gledam mogoče še 10 let starejši, ker sem bolan, ampak v moji starosti, torej 20-21 let, sem šele začel s tobakom. Torej, pri 15 letih sem mogel začeti nekje drugje. Zato sem jaz danes dal v ozadje tudi eno sliko, ki prikazuje tisto, kar me je nekako popeljalo v to mladinsko aktivacijo. In danes nameravam govoriti ravno o tem, kako se v enem trenutku lahko sledi svojim sanjam, kako se lahko v enem trenutku zgubiš v temu, kako ti lahko dosti enih interesov iz raznih strani, pa ne zgolj tobačna industrija, da se ne razumemo narobe, kako te lahko v bistvu celo pripelje do roba propada ali pa v bistvu povpraševanja o temu, ali sploh to, kar počnem, je to, kar moram delati, oziroma kar je prav, da delam. In kako potem na koncu lahko na kljub blodni ugotoviš, da si na pravi poti. Zdaj, kot sem rekel, to so dve struji. Prva struja je ta struja, ki sem omenil na začetku, in to je tobak, oziroma javno zdravje, potem kasneje tudi socialni marketing, trajnostni razvoj. Druga struja so pa Združene igre narodov. To je bila ena zgodba mednarodna, ki je začela ravno pred padcem, sicer ravno pred padcem železne zavese, takrat v Avstriji in na Madžarskem. In počasi se je tudi pridružila
zraven Slovenija in leta 1994 tudi prvo tak mednarodni festival, ki je bilo čista manipulacija mladih, da smo si nejasni. Se pravi, mladi so prišli na neko mednarodno konferenco, tam sedeli, delali glinene slončke, pa risali, pa vmes nekaj pametnega sestavljali, neko izjavo, ki so itak na koncu starši napisali ali pa celo mentori in nekako rekli, no zdaj smo pa aktivirali mlade. No, jaz sem se pri sicer mojih 8 letih vključil v ta manipulativni proces, potem kasneje pri 14 letih videl možnost sodelovanja v tujini in potem leta 2002 tudi vključil v organiziranje te izmenjave. Torej, ta izmenjava je v Sloveniji že imela eno 10-letno tradicijo. Mi smo pa takrat rekli, da v bistvu mladi imamo to možnost, pa čeprav bomo naredili z tega nek velik bolon, organizirati dogodke vsaj približno tako enako, kot neki profesionalci, da takrat, po moje, kar veliki starosti 30 letih. Spravi, danes bi jaz rekel, da noben pri 30 letih se sam ni počutil tako močnega, oziroma tako edinstveno, vozibljko položeno, z položenim znanjem in veščinami, da lahko organizira festival pri 30 letih. Kako meni, da mogo neke izkušnje prej dobiti. In smo rekli, če ne zdaj, pri 15, 16, 17, kdaj bomo to storili. No in ta mednarodni festival, gledam, da nas ne pustim v nekem limbotu, ta mednarodni festival je takrat nam predstavljal vse. Pri 15 letih, verjemte mi, meni ni predstavljala osebnost narast skoraj nič. Meni je, kar je predstavljalo takrat, da sem se lahko srečal s vrstniki iz cele Evrope, nekaj vrstnikov tudi iz Indije, mogoče iz Peruja, in da sem lahko v temu videl neko stimulacijo, kako bo moje življenje boljše, zato ker bom več žensk spoznal, mogoče več prijateljev spoznal, mogoče bom več mest videl. In takrat, ko smo organizirali ta festival, ta je sicer leta 2007, ampak leta 2006 je bil tak vrhunec, sem si rekel, Jan, ti si star 18-19 let, si dosti bolj aktiven kot katerikoli tvoj vrstnik, dosegel si dosti več, kaj si pa delal drugače, razen to, da si svoj prosti čas namenil nečemu, kar te je veselilo. No, in takrat sem prišel do enega takega zaključka, ki so ga potem še kasneje člani naše bodoče ustanovljene organizacije poimenovali bazen z morskimi psi, to so tudi oni narisali, sem prišel do enega zaključka, kjer sem gotovil, da v bistvu vse, kar smo mi takrat počeli, je bilo strukturiranje realnega življenja. Spravi, še daleč prej sem jaz spoznal Mateja Cepina, daleč prej sem jaz spoznal Tadeja Puglja, ki sta mi nekako kasneje tudi razložila, da temu se reče neformalno izobraževanje, sem nekako s prijatelji gotovil, da v bistvu ta bazen predstavlja svet. Notri so morski psi, ki plavajo. Mi smo neke ribice, ki plavamo v tem bazenu in v bistvu dostikrat smo vrženi v ta bazen. In če se sami ne znajdemo v tem bazenu, nas bojo te morski psi pohopsali. Ok, zdaj je to zelo tako, ekstremno povedano, ampak dostikrat se ravno zgodi, da smo prepuščeni sami sebi in potem odplavamo nekako s tokom, morda sami timi morski psi. No in v glavnem, jaz sem gotovil, da ta konkreten festival in posredno kasneje organizacije, ki sem to ustanovil, predstavlja neke ribiče, ki mlade perspektivne ribice, nažalost ne vse, vzamejo pa iz bazena, jih preko nekega bootcampa, se pravi preko nekega usposabljanja, pripelje do tega, da se naučijo oziroma pridobijo znanja in veščine, kako v življenju, torej v tem primeru v bazenu, boljše preživeti in plavati. No in tako, ko se to v bistvu zgodi, ta bootcamp zgodi, se mlade vrže nazaj v bazen in hkrati ta ribič zaplava z njimi in pokaže neko pot tudi kasneje v življenju. No, kot sem rekel, kasneje v življenju sem se gotovo, da se temu reče tudi mladinsko delo med drugim. In ena taka stvar, ki se mogoče celo še dodaten aha moment bil, je, da ves ta čas, ko sem imel občutek, da blodimo, da gremo neko svojo smer in da v bistvu nihče na tem svetu se mu ne sanja, kaj je bistvo te zgodbe, sem gotovo, da obstaja skavtska metoda, da skavtska metoda dela nekaj podobnega. Tako da, v glavnem, nisem bil čisto noben izumitelj, ampak je zanimivo, kako smo izkušnjsko prišli do podobnih zaključkov, brez da bi kadarkoli bil taborniki, brez da bi kadarkoli bil skavti. Celo ta metoda, kakorkoli danes imenujemo metoda brez izgovora, je bila med drugim tudi na enem od TEDxov v bližnjem Dolinu
predstavljena in ravno tiste, ki ste ne vidite tako dobro, in tle tudi odsekano, je tudi odzadaj en človek in odzadaj morski pes. Tako da drugače, točno to metodo na tem primeru sem tudi Beduinu pokazal. Zdaj, mladi smo zelo socialna bitja, ne? In dosti krat smo družbeno kritična in pride do tega, da pač mlad človek ugotovi, da v enem določenem trenutku je svet okoli njega nepravičen. Morda celo je skoraj knjiga mladega človeka ali pa starejšo osebe, da se nekaj na določenem trenutku rekel, da bi rad to spremenil. Zdaj, mi smo jemali, oziroma jaz sem tudi sam razumel, da je potrebno mladega človeka vzeti tisto slabo voljo, tisto energijo po neki spremembi in jo usmeriti na mesto proti sistemu, proti staršem, proti šoli, je potrebno usmeriti proti nečemu drugemu. No in kot sem prej omenil, smo za začetek omenili proti manipulativnim, recimo, industrijam. Tako smo rekli, da če je že mlad lahko upornik, naj bo upornik z razlogom proti nečemu, kar lahko potem na dolgi rok tudi pozitivno vpliva na razvoj družbe. Zdaj, mladi aktivisti, kot sem že prej omenil, koliko smo potem kasneje tudi aktivirali v brezi izgovora, si nekako za željo po socializaciji, kot sem sam videl pri 15 letih, se jih lahko na nek način upelje v zgodbo, ki pripelje potem do nekih določenih sprememb pri njih, pri družbi in pri njihovih vrstnikih. Tako smo se leta 2009 in 2010 srečali tudi sistematično, predtem sem že bil na enem usposabljanju Mateja, hvala Matej, da si me to spomnil, prejšnji vikend na enem usposabljanju za mladinske trenerje. Na enem usposabljanju takrat prišli do zaključka, da je potrebno ves ta kaos, vso to nesistematičnost spraviti v nek red, spravi v neko sistematiko. Takrat smo tudi razvili svoj prvi kompetenčni model, nek sistem usposabljanja in samo zaradi tega, preko družina, preko take, ki smo lahko sedeli z ena mizo in so vse zmenili, dobili tudi neke temelje za nadaljno rast. Zdaj, čeprav smo leta 2006 sanjali o tem, da bi radi spremenili svet, nismo imeli pojma. 2006-2007 smo v bistvu res dobesedno blokli komuhe. Ampak prvo sporočilo, ki bi ga rad izpostavil in obljubim, da naslednja bojo dosti hitrejša danes, je, da sledi sanjam, pa ne glede na to, kako nesmiselna ali pa kako relativno, bomo rekli, ekstremna v enem določenem trenutku zgledajo. Jaz vedno pravim, da bi si sam kdaj pa kdaj res želel začeti od začetka. Se pravi, sam sem že pri 15 letih delal kot risalec neke črte na igrišču za mednarodni športni festival v Izoli, za 500 na uro. Pri 16 letih nosil pohištvo, 17 letih delal v šanku na črno, nažalost. Potem sem začel kot poštar, recimo tudi poštar mi je pomenilo dosti in mogoče takrat sem se še najbolj počutil sproščenega, mogoče najbližje ljudem in še najbolj brez neke prevelike odgovornosti. Ja, potrebno je bilo prenesti pošto od 6 zjutraj pa nekje do 3, 4, 5, odvisno od gužve, ampak prišel sem domov in lahko sem izklopil. Ampak nekaj mi je manjkalo. Manjkalo mi je vsekakor tisto, da svoj prosti čas vlagam v nekaj, kar lahko naredi neko spremembo. Tako da, še vedno mi je žal, da ne moram še enkrat začeti, ampak nisem pa bil daleč od tega pred nekaj leti, bočemo rekli 3-4 leta nazaj. Zgodilo se je namreč to, da se je ekipa, ki je rasla in je razvijala brez izgovora, popolnoma zamenjala. Nekateri, ki so šli na podiplomski študij, doktorski študij, drugi, zaradi tega smo se zamerili, zaradi določenega pogleda, kako recimo je potrebno sistematizirati delo, vsi so videli nekako sistematizacijo nekega neformalnega, mogoče izkušenskega izključenja, preko prostovoljstva, drugi bolj preko profesionalnosti. Ostal sem skoraj sam. Takrat mi je ful ob strani stala družina, nekaj dela družine, ne moram reči vsi, nekateri ožji sodelavci in če bi takrat začel znova, ne vem, kaj bi se zgodilo. V vsakem primeru lahko rečem, da bi kot start-up verjetno ne bi bilo nič, oziroma po teoriji start-upa ne bi bilo nič narobe. Ampak škoda bi bilo. Ne? Kot je ustanovitelj skavtstva,
verjetno ni po 10 letih ali po 8 letih rekel, evo, jaz imam dovolj vsega tega, zdaj pa dajte vi sami in pustite se stati. Tako da enostavno sem jaz takrat ugotovil, da je dobro vlagati, pa čeprav startupovsko, čeprav prostovoljno, čeprav dosti enih minut, ur, če se navežem na kolega Čerina, imaš občutek, da gre v nič, ampak na koncu se vse to splača. Zdaj, ko vidiš neko kupico ljudi, ki ti sledijo, je tvoj občutek tak nezmotljiv, močen, da mu reč temu, imaš občutek, da imaš nek vzgonski veter. Ampak ko pa pridejo ta časi, ko padeš, takrat vidiš, da nekaj manjka. Takrat vidiš, da v bistvu delo ni vse. In moje delo moram priznati, v določenem trenutku, vsej te času rasti, sem bil celo občutek, da je to, kar delam, v bistvu moje osebno poslanstvo. In lahko rečem, za vsaj še kakšnih 100 drugih ljudi je bilo tak občutek pri brez izgovora Slovenija. Ampak, ko ti ta osebno poslanstvo pade v vodo, imaš občutek, da tik pred propadom, takrat se občutiš čisto drugače. Imaš občutek, da skačeš prekratke skoke ob pristanku, padeš in si rečeš, a sem res tam, kjer sem bil lansko leto. Ta prispodoba na Petra Prevca, mislim, da je bila namerna in v tistem trenutku res rabiš družino, rabiš prijatelje, ampak to postane nova priložnost in za spremembo, za nov začetek, za nek obstoj nečesa, kar je delovalo, je dobro sistematizirati, dati na neko stran, več to deluje, zdaj bomo pa probali nekaj novega. Torej, drugo sporočilo, ki ga imam, je definitivno, da deluj kot startup, pa ne zgolj kot nevladna organizacija. Deluj kot startup tudi kot sam posameznik. Jaz verjamem, da življenje prinaša definitivno neke slabše trenutke, ko si to ne moreš privoščiti. Primer, enkrat, ko dobiš družino, enkrat, ko dobiš otroke, enkrat, ko dobiš vnuke, se treba zadevo malo resneje lotiti in nažalost ne obstajajo bankomati, ki hvale izplačajo za denar. Ampak še vedno, dosti primerov tudi v tej dvorani nakazuje, da se da živeti tudi na tak način, da slediš svojim sanjam. No, to sporočilo deluj kot startup, vendar najdi vedno neko ravnotežje, je po moje eno od misli, ki sem jih mogoče v zadnjih 15 letih ob iskanju svojega zadovoljstva in sanj napisal z nekimi zlatimi črkami. Kot startup, med drugim, tudi jaz razumem, pomeni, da poskušaj vedno vložiti malo več časa v to, kar se lahko popolnoma izjelovi, kot neke vrste tvegan kapital. Zdaj, ker mi čas počasi beži, naj povem, da se je izplačalo. Izplačalo se je, da smo se pobrali, izplačalo se je, da smo ob preko 100.000 evrov zamudnih plačil se strani različnih financerjev se odločili, da še vedno furamo zadevo naprej. Tistih nekaj oskih sodelavcev, ki je bilo pripravljeno tudi po 6-7 mesecev čakati na plače, smo prebrodili to največjo krizo. In močnejši pa kadarkoli prej smo tudi na različnih dogodkih predstavljali, kako nam je to uspelo. Ena stvar je primer današnji dogodek, ampak meni osebno lahko rečem, da je bilo največje zadovoljstvo v letošnjem letu na enem večjim kongresu, torej Wine World v Kanadi, predstaviti tudi naš način aktiviranja mladih. Zdaj pa, da izpostavim, to aktiviranje mladih ni aktiviranje mladih za trg delovne sile, ni zgolj aktiviranje mladih da postaneš na koncu nek aktiven državljan, ki kritičen in razvija družbo. Predvsem aktiviranje mladih z namenom posebnostne rasti, aktiviranje mladih predvsem z namenom iskati sebe v družbi kolegov, v družbi nekega osebnega poslanstva in ne nazadnje eno od stvari v času učenja življenjskih veščin je to, da si sam posabiš posebne profesionalne cilje. Tukaj se zahvaljujem Sašu, da nas je v temu vedno dostikrat znova spomnil, zakaj je tako pomembno imeti posebne profesionalne cilje. Na tem dogodku, čeprav sem govoril 5 minut, dosti krajše kot danes, lahko povem, da sem izpostavil tisto, kar mi je ležalo na duši preko 15 let. Kako lahko mladinske organizacije oziroma mladinsko delo, kako lahko jaz sam, s tem, da sledim svojim sanjam, pripeljem do tega, da številnim mladim, v tem primeru preko 450, ki je šlo preko 1000-urnega programa, 4-letnega, narediš življenje boljše. Zdaj, tako daleč smo šli in kar take zahvale pridejo kasneje, da smo lahko, če niste opazili, jaz sem se skrival tako do kotu, ampak imel to priložnost, da sem spoznal velike osebnosti, kot je Kofi Annan, kot je Emma Watson, kot je Justin Trudeau, Mary Robinson in podobne,
da so potem nekako stisnili roko in so rekli, hvala, ker ustrajate. Vem, dostikrat se znajdemo v situaciji, da mislimo, da nas noben ne gleda, mislimo, da smo sami, mislimo, da karkoli delamo, ni okej. Malo pred tem, predem omagaš si reči, a sem res tako slabo naredil vse to, kar sem naredil zdaj. Vrne se. Mogoče res to stisk roke posameznika, ki razume situacijo, bil na istih področju, pomaga bolj kot karkoli drugega. Da počasi v tem zaključim, naj povem, da nismo in da nisem v vsem tem času obupal tudi nad zgodbo okoli tobačne industrije. Medtem smo zrasli številna druga področja, javno zdravje tako rekoč celotno in kot ena redkih organizacij pokrivamo v Sloveniji. Ampak primer v lanskem letu smo v Ministrstvu za zdravje predali 60,000 podpisov za spremembo zakonodaje na področju tobaka, na področju marketinga. Takrat smo celo prišli ministrici in ji povedali, da bi želeli uvedbo enotne embalaže tobačnih izdelkov. Ministrica se nam je takrat smejala, kje vam bo to uspelo v Sloveniji. To je nemogoče. Surprise, surprise. 1. decembra 2016, eno leto, manjko leto in pol, zatem je ministrica uspela v okviru vlade pripeljati skozi zakon, ki pravi, da bo ponovno tobačni izdelki ne bojo vsebovali slik, mislim, tistih njihovih prepoznavnih slik in logotipov tobačnih izdelkov, da bojo zelene barve in rumene barve, kar pomeni, da ne bojo imeli več tobačna industrija možnosti prepoznavnih barv. Zdaj, čeprav se zdelo čudno, čeprav mislite, da je bil zgolj en primer, lahko rečemo, da ves ta čas vsi te mladi, pa tem trenutku aktivnih 110, so na različnih nivojih ministrici in njenim sodelavcem ponujali neke podatke, raziskave, v točnem trenutku zgolj neko osebno podporo, da je dobila občutek, da ni sama, da je dobila občutek, da čeprav ima občutek, da bo vse skupaj propadlo zaradi velikih interesov, so bili odzadaj vsaj mladi, ki so stali za njo. In to se tema navezuje tudi na mojo zgodbo. 10 let prej se izgovora, posebej se ne bi zgodilo, če bi pred 3 leti omagal. Sam, če bi omagal. Ne glede na to, da je bila zatem skupina ljudi, sem skoraj sigurno pripričan, da nekaj let bi še zadeva trajala, ampak po vsej vrednosti bi tudi v eno določen trenutku padla. Pa tako blizu smo bili, da bi lahko ostala samoskrbna. Rabilo je leto in pol, 2 leti, da se je skupina novo formirala, da sem od sebe umaknil tisto vodilno pozicijo, da sem rekel dovoljenja, tako kot je omenil Aleš, zelo rad sem bil vedno v predsedniških ali direktorskih funkcijah, dovoljenja, ne rabiš biti povsod glavni, omogoči mladim naslednjim, da zrastejo v temu. Zdaj oni blodijo po muhe, zdaj oni mislijo, da se bodo s časom znašli na pravi poti. Medtem sem postal direktor Zavoda Mobil, Evropske mladinske kartice v Sloveniji, uspešnega inštrumenta mladinske politike, ki se številna leta v Sloveniji pozicioniral zelo visoko, zadnje leta pa zaradi določenih političnih odločitev se zgubljal. Trenutno tam delujem kot prostovoljec, čeprav sem direktor. Lahko rečem, da sem začel ponovno kot start-up, ponovno kot ena od opcij, katero lahko s prijatelji iz drugih sektorov pridem nasproti v neko idejo, v neke sanje. Uspehi pridejo. Na koncu pravim, da bo vse okej. In čeprav se že klišejsko sliši, nekateri ljudje pravijo to, na koncu bo vse okej, ker če v enem določenem trenutku še ni vse okej, pa ni še konec. In vse, kar želim z vsemi 3 sporočiti, je to, da nič ni boljšega, kot slediti svojim sanjam. Nič ni boljšega, kot to, da se v času, ko se tvoje sanje dogajajo, ljudje zraven tebe običijo in ti kažejo podporo. In nič ni boljšega imeti se včas s podporo prijateljev, ampak ni vedno tako. Takrat, ko se zgubimo, je fino se zamisliti, pogledati in reči, imam to. Ideja, ki sem jo imel v času treznosti, v času, ko mislim o 38 večine, je dobro delovala, zakaj zdaj ne bi? Mogoče je slab dan, mogoče je slab mesec, mogoče je slabo leto. Skupaj verjamem, da ko imaš okoli sebe ljudi, ki mislijo isto kot ti ali podobno kot ti, ne boš nikoli sam. Pa čeprav določen trenutku s te ljudi ne bodo ostali strinjeni. Zahvaljujem se tudi Mateju, da je vsa te leta stal v strani in danes ne bi bil tukaj in ne bi mogel o tem govoriti, če ne bi bilo te osebe na enem prvih srečanj, ker sem začutil, da stvari, ki jih počnemo,
niso blodnje, ampak da grejo na pravo pot. Tako da, hvala še enkrat.